Predlog dogovora so poslali podpredsedniku občinske SLS Jožetu Švalju, ki ga bo posredoval naprej, pravi Albert Pavlič. Dogovor je ta trenutek podpisan se strani civilne iniciative Glas ljudstva, se strani svetniške skupine Ljudske alternative, potem liste Skupaj za prihodnost, potem tudi občinski odbor Nove Slovenije je podpisal, prav tako nestrankarska lista in območni odbor LS-a v Šentjerneju. In seveda opozicijski svetniki. Tako zdaj čakajo, da so do poslanega predloga, predvidoma v tednu dni, opredelijo še koalicijski svetniki oziroma njihove stranke v občinskem svetu. Svoj predlog, tako Pavlič, so naslovili tudi na župana Franca Hudoklina. Tudi na očitke, da je danes prišel neki dogovor v občinsko upravo. Do 12. ure, ko sem bil v prostorih moje pisarne, seveda tega dokumenta nisem prejel, zato ne morem odgovarjati na določene zadeve, kajti moj cilj je bil vedno, da sem najprej preanaliziral zadeve z mojimi sodelavci, potem dajal pa seveda tudi ustrezne odgovore. Na zadnjem sestanku ponedeljek, sklicanem na pobudo koalicije, so sicer dosegli velik napredek v pogajanjih, saj so razhajanja le še v 10%. Opozicija zastopa mnenje občanov s petkovega zbora zavezancev. Tam smo se dogovorili in izglasovali 70% olajšave. Koalicija nekje na zadnjem sestanku je pristala na 60% z nekim sporočilom, da bi lahko naredili še ta dodaten korak. Ne povem, da sem od samega začetka kot župan občine zahteval nešteto dokumentov, da mi jih seveda civilna iniciativa pošlje tako v občinsko upravo in meni osebno. Do danes žal nisem dobil nobenih dokumentov, tudi se strani, bom rekel, zbora občanov, ki je bil pred parimi dnevi v kulturnem centru, tako da ne vem kot župan, kaj se je tam dogajalo. Ali bodo do prihodnje seje v Šentjerneju dosegli konkreten dogovor, bomo seveda spremljali še naprej.